Tele avtobusi so posrečeni, ne. Okna so na višini malo več kot metra, tako da lahko si natančno ogledaš, kaj vse se noter dogaja. Tudi tisti, ki so znotraj so, odvisno, koliko so kaj prestrašeni. Tam čez kamero gledaš proti njim, so ne vejo, ali ne se varno počutijo, ali ne. Aha. Potem, ko pa vidijo, da si prijateljski, pa so pa tudi oni zelo prijateljski, ne. Tako da, če direktno s kamero prijaš, te malo začudeno gledajo, čim se pa majhen nasmehneš, si pa takoj kolega, ne, in pol. Je bolj problem to, da te ne spustijo več iz rok, kakor pa, da bi te kaj pač sovražno gledali. Zdaj smo v mestu Kveta. To je prvo mesto po 200-kilometrski puščavi, ki se začne tam, se pravi, med Iranom in Pakistanom je meja, ne. Tele dame si poglej, kakšne lepe obleke imajo. Kaj veš, to je pa tudi vse, kar lahko vidim na teh damah. Vse, kar lahko vidiš. To veš, imaš hidžab, pa imaš burko, tole recimo je burka. Burka je taka, da ima samo malo mrežice pred očmi, pa ničesar drugega. Drugače se pa reče temu tudi feredža po turško, ampak tisti arabski izraz je, se pravi, ali je hidžab ali pa burka. Oziroma tukaj pač govorijo farsi, no? Ampak te izrazi so, vsi precej dobro govorijo arabsko, ker če drugega ne morajo, kaj misliš, kaj je tole? Morajo moliti po arabsko. Tole so brezobne ščetke, ne boš verjel. To sem pa že nekje bral, ja. Sicer je to nekakšna palica, ki ima noter precej močna vlakna in potem, če vlupiš zgornji centimeter, potem s tistimi vlakni lahko drgneš po zobeh in je približno podobno, kot to, kar mi uporabljamo. Da bi imel zobno ščetko. Prele sva videla ogromno hrane. Dobra hrana? Slaba hrana? Ja, kar. Zanimivo je to, da lahko greš kar, nič lahko, ampak tudi greš vsakokrat. Zmeri smo kar udarili v kuhno, vsi, koliko nas je bilo, to je čisto normalna stvar. Malo odprli lonce, tukaj imaš tole, malo smo pomešali, da vidimo, kaj je noter. Jaz bi malo tega, pa malo unga, pa malo riža. Kakšna zanimiva jed, kaj se jo spomniš? Bolj ne čorbe, pa mineštre, pa v takem stilu je vse skupaj. Težko ti, pač nasekljano vse, kar si moraš misliti. Samo nekaj je bilo malo bolj zeleno, nekaj malo bolj rjavo, kar v redu. Z mesom je bolj problem, ne. Tukaj v Pakistanu recimo, dobro, svinjine se seveda sploh ne je, ne. Tam, kjer je pa kaj hindujcev, tam se pa tudi govedine ne je. Tako da več ali manj je na bazi ovc, pa kakšnega vodnega bivola, pa kakšnih kur, drugega pa nič kaj. Tudi v Indiji, recimo, pač že hindujci iz spoštovanja do muslimanov ne jejo svinjine, čeprav bi jo sicer lahko. Muslimani pač zaradi hindujcev ne jejo govedine. Razno v državi Goa v Indiji, tam pa ni problema, ker to je pa bil še portugalska kolonija in so še tudi svoja pojmovanja in zapovedi ohranili takega, kot so bile. Ok. Moramo iti na kratko. Živa, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Janin Klemenčič mi pripoveduje, kako je biti v Pakistanu. Jaz tam še nisem bil, ne vem tudi, če bom kdaj. Je kar fajn, veš, se pravim, hvala Bogu, da islam se ne spreminja tako hitro, tako da tudi če greš čez 5 let, bo verjetno še podobno, kot je zdaj. Ampak spreminja se pa ves čas, ne? Če primerjam tiste čase, ko smo bili 20 let stari, pa danes se je že spremenili sveda na slabš, ne? Meni je eksotično, meni je zabavno, ampak še vedno je fajn, ne? Ni pa prijetno tam, ker se pravim, sama pravila, pa same prepovedi, tako da ni glih kakšen hud užitek, je pa po svoje čisto zabavno, ne? Kaj vem, recimo, parkrat smo bili s puncami tudi, ne? In pol recimo te povabijo, greste k nam na čaj, ne? Gremo, ne? In greš noter, pa punce seveda vprašajo, lahko damo tele preklete cunje dol, valjda, ne. Kar nekaj cela vas tam noter, ne. To prija pa 40 možakarjev, ko vsi takole gledajo tiste punce, še nikoli niso videli golih rok, ker pač majico nosite na sebi, ne. Ampak smo imeli pa težave velika tudi, ne. Enkrat smo imeli 2 korošice s sabo, ki so že tako malo bolj emancipirane, pa obe dve take velike, ena je bila čez 1,85 m, odbojkarca. Bo ona tam zamotana, se je meta zdel, ne, rekla enkrat, pet je ni z mano, ti mene toliko vroče, jaz moram majico dol dati, ne. Je imela pa takratko majico, brez rokav, pa normalno majico, takole, čez pa tisto ruto, ne. Pa gremo kar mislim, da je bila ena zlatarna ali nekaj tazga, ne. In ona gled tisto ruto dol, majico dol potegne, spot je imela tam, oni ljudje sem mislil, da jih bo kap zadela. To je huško, ker da tlele nage ženske okoli skakale. Za njih je to tak šok, da česa tazga še nikoli niso videli, ne. Pa tudi predstavljati, ko si kar tam in seveda v parih minutah je prišel en možakar, rekel, pejte z nami, ne, jezika, pa so pa pol ure trajali, da so najdeli enega, ki je malo nemško znal, da smo se lahko z njim zmenili.
Pa ni bilo nič hudega, ne, se je rekel, pač tukaj je islamska država, dajte se obnašati, ne, take stvari morate paziti, pa ljudje so hitro pohujšani in tako naprej. Je pa pol, recimo, če pa greš k enemu na dom, ne, pa tudi za njega največji dogodek v zadnjih par 10 letih, verjetno, ne, se pravim, pa hitro lubenico razrežejo, pa čaj skuhajo, pa tako naprej. Sam pa hočeš iti, pa ne, se boste tle prespali, ne, ker čakajo, da bo kaj mogoče se razvilo iz tistih kontakta s puncami, ne. Ker oni imajo polno glavo tistih legend, veš, kakšne so zahodnjakinje. Ja, da so razvratne, da greš vsako lahko spat in zdaj tukaj so ti v hišo prišle, majico so pač ruto so dol dale, to je čisto jasna stvar, kam to pele, ne. Mi bi pa krešli zdaj, ja, kam boš šel zdaj, počakaj, tja boš spal. In pa so bili celi zapleti, že kar sovražno rata, so že kar besni bili tam, čakali smo, da bomo kakšno pobuč dobili, ne. Pa so šli z avti potem za nami, ali kar so pač imeli kolesi do konca mesta, pa še pa sem nas spremljali. Skratka, kar pestro včasih je treba. A imaš to kaj posnet? Imam nekaj, da direktno ne, ker takrat, kad je kaj taka Sploh nisi pripravljen, ja. Takrat je boljš ne snemati, kaj preveč, ne, ker pol te bo, če vidijo, da snemaš, je slabš, ne. Moramo iti na kratke oglase, pa pridemo nazaj.